Lep pozdrav še z reporterskega mesta, spoštovani gledalke in gledalci. Pred nami je srečanje dveh ekip, ki sta v letošnji sezoni za zdaj imeli najtrdnejši obrambi, ampak kljub temu pričakujemo veliko zadetkov, kajti Maribor je s 24 daleč najučinkovitejša ekipa letošnje sezone državnega prvenstva. Lepo Vršič proti Vrhovcu, Vrhovec v kazenskem prostoru. Viler odaleč, Mitja Viler, fantastičen strel ima Viler. Vemo, da prejšnji 2 leti takšnega ritma ni imel, no to pa zdaj velika priložnost za Da Silvo, odlična obramba. Nekaj prostora, Hotič ima močan strel, dober strel odaleč, toda zdaj spet nekaj neodločnosti v krški obrambi. Mariborčani to izkoriščajo, mimo vrat na koncu Mitja Viler. Ne razmišlja toliko, kaj bi on naredil, tole pa je zelo nevarno. Tole pa je izvrstna podaja Zahoviča. Jan Mlakar mimo Zalokarja in vodstvo Mariborčanov v 56 minuti. No, o tem sva prej govorila, to so te protinapadi, ki so res preko Mlakarja ubijalski v tej sezoni. Zahovič še enkrat proti Mlakarju, tokrat ne tako dobra podaja. Potem pa je vendarle Luka Zahovič prišel do žoge. Dino Hotič in 2-0. Dino Hotič je popeljal Maribor ob koncu 58 minute do vodstva z 2-0. Pa Jan Mlakar. Mlakar strelja, lepa obramba Marka Zalokarja. Zdaj so spet vijoličasti v protinapadu. Luka Zahovič, ni bilo prepovedanega položaja v doseženih zadetkih v letošnji sezoni. Zdaj je lepa poteza Vrhovca. Zelo dolgo je razmišljal sodnik Darjan Kovačič, na koncu pa vendarle zapiskal, pokazal drugi rumeni karton Leu Ejupu in to pomeni, da se z rdečim kartonom Leo Ejup poslavlja od današnjega srečanja. Četrti kot za Krčane, v fantastični priložnosti je bil zdaj Aleksander Kulinič. Narediti karkoli več. Zdaj so Mariborčani prišli do priložnosti. Fanti so si želeli, zato so šli tudi v napad. Določene odločitve nam tudi danes niso šle v našo korist. Mislim, da je bil pri prvem zadetku storjen prekršek nad Da Silvo. Iz te kontre smo dobili prvi zadetek. Potem drugega skušali smo z nekimi določenimi menjavami tudi sistema odreagirati in mogoče dobiti piko, vendar fantom nimam kaj očitati. Svoje so dali na igrišču, na koncu smo ostali še brez izključenega igralca, tako da proti Mariboru, ki v prvenstvu ruši vse pred seboj, pač je to danes bilo premalo, da bi kaj osvojili. V tekmo smo šli z bistveno večjo kontrolo kot do sedaj, z mirnostjo in vedeli smo, da nam bo nasprotnik ponudil v nekem trenutku tudi prostor. To se je zgodilo potem v drugem polčasu. V prvem polčasu jasno so bile linije še bistveno bolj blizu. Nekajkrat tudi nismo videli kakšno stvar, mogoče nekaj naredili preveč hitro. In čutil sem, da je vprašanje časa, kdaj bomo imeli tako priložnost v protinapadu.